Lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas berem energije s pomočjo tarot kart. Tisti, ki ste tukaj prvič, oziroma tisti, ki tega še niste naredili, vas lepo prosim, da si spodaj v opisu preberete vse informacije, ki jih morate vedeti v zvezi z mojimi pogledi, in potem lahko začnemo. Jaz sem že pripravila torej vpogled za polno luno, ki jo bomo imeli zdaj 16. aprila, torej jutri. In v tem vpogledu smo opazovali moško in žensko energijo, ker je moška energija dolgo časa bila zaprta v neki coni udobja, oziroma ostajala je v coni udobja, medtem ko je ženska energija čakala in čakala in čakala. In ta polna luna bo torej posijala na to moško energijo in na to situacijo, kjer je ostajala znotraj cone udobja, da bo ta moška energija spoznala, da to ni bilo v bistvu tisto, kar si je sploh ta energija želela. Oziroma nekako bo dobila pogum, da končno zapusti varno cono udobja. In zdaj si bomo pogledali vpogled za bike, ampak to ne gledamo horoskopsko. Torej ta vpogled ni za tiste, ki so po horoskopu bik, ampak je vpogled za tiste, ki hočejo videti situacijo iz moške perspektive. Se pravi, če si ti ženska energija in ti nekoga čakaš, lahko si zdaj s tem vpogledom pogledaš, kaj se je pravzaprav dogajalo na moški strani, v moški energiji. In še to bi rada povedala, vsi imamo v sebi tako moško kot žensko energijo. V nekaterih situacijah deluješ bolj iz ženske energije, v nekaterih situacijah deluješ bolj iz moške energije. Zato zato so oba vpogleda namenjena, obe strani so zate in za drugo osebo. In to moraš nekako sam pri sebi ugotoviti, katera stran je zate v določeni situaciji. Včasih je tudi mešano, včasih so različna sporočila, tako da zdaj bomo gledali situacijo iz moške perspektive. Torej se bomo dali v čevlje moške energije, ki je ostajala znotraj varne cone udobja, in bo končno dobila zagon, da se pomakne ven, da stopi proti svojim ciljem, proti neki želji, ki jo je imela, ampak nikoli ni zbrala dovolj poguma, da bi to zares naredila. Torej tukaj, jaz sem karte že pomešala in na spodnjem kubčku pogledamo, o čem se bomo pogovarjali. Torej pogovarjali se bomo o tej moški energiji, ki končno stopi proti svojim, točno, torej kot sem rekla, gre iz cone udobja in da vpeto prestavo, ker ta moška energija je bila zdaj zelo statična. Pomikala se je zelo počasi in tukaj je videti, da dobi v bistvu ta zagon, da se končno v bistvu usede na motor in gre proti ženski energiji. Zdaj, kar se tiče čustev, je ta oseba še vedno zelo skopa s čustvi. Torej ne bo glih ljubeča, ne bo glih zlila ven srca in čustev in vsega, kar je v bistvu značilno za moško energijo. Moška energija je dostikrat bolj taka čustveno zadržana. Je pa v bistvu tudi to, ta oseba se bo zavedala, ko pride, se zaveda, da je ves čas ignorirala nekaj lepega. Se pravi, ignorirala je to žensko energijo, ki jo imamo tudi tukaj kot v bistvu zadnjo karto, katero pogledam. Ignorirala je, ampak bo zdaj končno pripravljena v bistvu, spustiti te strahove in stopiti proti tej energiji. Okej, dajmo pogledati vpogled. Torej na tej strani imamo moško energijo in na tej strani imamo žensko energijo. V sredini imamo karto, ki povezuje obe energiji. In kot sem že rekla, pač katera stran je zate, to moraš sam oziroma sama ugotoviti. Lahko, da sta obe, lahko v eni situaciji ta stran, v eni situaciji ta stran, se pravi različno. Evo, moška energija, ja, tukaj je videti, da dobi v bistvu ta zagon, da stopi iz cone udobja, Se pravi, ta oseba je bila tukaj ves čas in zdaj končno dobi tisti pravi push. Se pravi, ta polna luna posveti na njeno situacijo in vidi, da je v bistvu tukaj palica, da gre ona lahko po tej palici čez v drugo obdobje. S sabo pa prinaša ogromno nekih novih idej, ogromno nekih zanimivih stvari, ki jih je v bistvu ustvarjala, medtem ko se je držala znotraj cone udobja.
In ta oseba bo dobesedno zaslišala klic svoje duše, sledila bo svoji duši in videti je, da bo dobila tisti pravi zagon. Evo, tudi trojko palic imamo tukaj. Se pravi, ta oseba končno pride na rob in se odloči skočiti v to vodo, skočiti v to morje in zaplavati proti novim izkušnjam, proti novim dogodivščinam. Tukaj to morje predstavlja v bistvu žensko energijo. Zdaj, ženska energija, ne, ta oseba se zaveda, da je ženska energija zelo razočarana in zelo možno, da tudi čaka v bistvu možnost oziroma priložnost, kdaj bo od te osebe začutila to težka čustva, zato da prihaja kot neki rešitelj. In ja, evo, točno tako. Ja, točno tako v bistvu nekako. Jaz mislim, da ta oseba čaka, kdaj bo v bistvu, to bomo še bomo še pol pogledali. Zdaj, lahko, da ta oseba čaka, torej moška, okej. No, bom dala to kar dol. Ta karta pride v bistvu tukaj in nam pove, zakaj je tukaj trojka mečev. In dejansko ta oseba čaka, nekako imam občutek, zdaj ali čaka, da ženska energija v bistvu izgubi tisto stabilnost, da izgubi samozavest, zato da pride ta moška energija kot neki rešitelj. Lahko pa čaka v bistvu, da se ta ženska energija pa postavi na noge, da najde svojo moč, ne. In takrat se potem zgodi hitra reakcija. Zdaj, katera opcija je zate prava, bomo videli, če bojo karte še kaj povedale. Ampak zaenkrat tukaj težko rečem, kaj čaka ta oseba. Ali čaka bolj to, da se ti pobereš, ali čaka to, da se ti zlomiš. Mogoče bi rekla bolj to, da se ti pobereš, no. Zato, ker ta oseba ima v bistvu, zakaj se je končno odločila priti, zato ker zdaj čisto možno je tudi to, da čaka v bistvu nekako tisto, kadar izgubiš neko priložnost, takrat komaj v bistvu se zaveš in greš potem v akcijo, ne. Tukaj je čutiti neko razočaranje, se pravi, ta oseba čuti neko razočaranje in to razočaranje jo bo porinilo proti ženski energiji. Dajmo pogledati, zakaj je tukaj sodba in kaj v bistvu. To smo imeli v bistvu tudi pri splošnem pogledu za luno, kjer sem rekla, da je ženska energija že nekako postavila neke temelje, že v bistvu dela na nekih projektih, karkoli, na odnosu, karkoli. Medtem ko moška energija tukaj nekaj ni, ne notri ne zunaj, ne, se pravi nekako je v bistvu zasanjana, ali kako bi rekla. Pač čakajo, ne, čaka to drugo polovico, ne, jing in yang, da postane to ena lepa celota. In ta duša te osebe bo končno začutila to, da mora priti in to izpopolniti, da mora to zapolniti. Ampak dobila bo tudi pogum, da v bistvu naredi ta korak. Ta pogum pa je povezan s to bolečino, s tem razočaranjem. Se pravi, v preteklosti se je zgodilo nekaj, ali pa se še bo, lahko da se pri nekaterih še bo, kar bo to vse bo razočaralo. Zdaj, lahko da je to neki tvoj odhod, lahko da je to, da izgubiš recimo ti upanje in potem daš to tej osebi vedeti, da ji daš vedeti, tako da je na neki način konec in potem v bistvu jo to spodbudi k akciji. Da vidimo. Ne vem, zdaj, ja, v bistvu ta oseba, jaz tako vidim, ne, to mi je bolj v bistvu ženska energija. Kljub temu, da je na moški strani. Mi to deluje bolj kot energija ženske. Se pravi, ta moška energija vidi to žensko kot nekaj ful večnega. Zdaj, če pogledamo te dve karte, tale paž prihaja proti kraljici kelihov, ampak tukaj je paž, ne, tukaj je otrok. Ta kraljica kelihov, to je v bistvu ženska energija, pa je zelo taka, to je tako, kot da bi neki meščan prišel h kraljici in bi jo prosil za, pač bi se hotel z njo poročiti, ne, pač tako, na neki tak način. Evo, tukaj je še taka krona gor narisana.
In to v bistvu to osebo ustavlja. V bistvu to je bila tudi hudičeva energija pri tej osebi, zakaj je ta oseba nekako ostajala zaprta znotraj te svoje cone udobja, zakaj se ni upala narediti tega koraka naprej. Da pogledamo, kaj tukaj ta devetica mečev in kaj točno predstavlja. Devetica palic. Aha, ok, ja, v bistvu ta oseba čaka, da se pobereš. Se pravi, iz moške perspektive je videti, da če si ti kot ženska energija v slabem čustvenem stanju, če v bistvu si ful depresivna, ful žalostna, ful ne vem kaj, ali pa žalosten, se vseeno, ne, tukaj nimamo, tu se ne gre o spolih, ampak se gre o energiji. Ta oseba v bistvu čaka, da nekako dobiš to samozavest, da prideš nazaj, da se postaviš na noge in pokažeš svojo moč, pokažeš svoj obraz. Dajmo pogledati še izid. Petica kelihov. Ja, v bistvu, zdaj tukaj imamo tri take težke karte, ne, in mislim težke, ta ni toliko težka, ampak bolj te dve. Jaz mislim, da ta oseba, se pravi moška energija, še vedno čuti pri ženski energiji en kup ene žalosti, en kup enega obžalovanja, en kup ene depresije in to moško energijo malček ustavlja. Jaz mislim, da takoj, kadar ženska energija najde ta svetli žarek upanja, ali pa tukaj tale kelih, ki je edini tak pisan, da potem ta moška energija končno pristopi. Čakaj, to je ful temno, bom jaz to probala malo posvetliti. Evo, takole. In takrat pride z neko tako hitro akcijo, hitro reakcijo, nepričakovano se pojavi v tvojem življenju nazaj in prinese neko ponudbo. Zdaj, kaj ta ponudba, ne vemo, ampak iz tiste splošnega vpogleda je videti, da ta moška energija je v bistvu v ozadju pripravljala ogromno enih presenečenj, v smislu, da je delala na nekem projektu v zakulisju, nekako sama je postavljala neke smernice, zdaj to je lahko dobro, lahko je slabo, ampak tukaj recimo, ko zdaj opazujemo moško energijo, ko opazujemo iz energije moške perspektive, je videti tukaj, pač tukaj se nič ne govori o nekih velikih stvareh, tukaj gre bolj za to, zdaj ta ženska energija bo mogoče imela občutek, kot da je ta oseba, se pravi ženska energija bo imela občutek, kot da je moška energija naredila ogromno nekega napredka v zakulisju, sama od sebe in to je lahko malo tako bomo videli pol še, bomo pogledali še iz ženske perspektive. Kar pa se tiče iz moške perspektive, to je za moško perspektivo nekako bilo z namenom, pač nekako zato, da ona postane bolj samozavestna. Vse to je delala z namenom, da postane bolj samozavestna. In nič drugega. Njej, tej moški energiji je manjkala samozavest. In za žensko energijo bo mogoče izgledalo, kot da je ful naredil kot da je ta oseba naredila ful ogromno enega napredka sama, ampak iz moške perspektive bo to videti v bistvu kot, da ni, pač to ni nič, to je bilo samo zato, da jaz lažje pridem, ne, v tem kontekstu. In zdaj idemo pogledati še sporočilo vesolja, tukaj imamo šestico palic, kar gre za zmago, se pravi moška energija tukaj, evo ponudbo, ne, prinese nekaj prinese nekaj prinese, no, dajmo pogledati. Desetica, mislim, kolo usode, kraljica palic in zaljubljenca. Ja, definitivno tukaj vesolje sporoča, da prihaja zmaga, ne, prihaja v bistvu trenutek po neki dolgi bitki. In jaz te energije spremljam že nekaj časa bolj v privatno, pač bolj zase. In v bistvu ta moška energija dolgo časa je trajalo, da je prišla ven, da je v bistvu, to je bila ženska energija je ful dolgo časa čakala, moška energija je ful časa ostajala v varni coni udobja.
In zdaj končno pride zmaga po tej dolgi bitki, ne. Se pravi, bitka zakaj? Zato, ker je ženska energija mogla izgubiti ful, mislim, skoraj izgubila upanje. Tukaj je bilo en kup potrpljenja potrebnega. Medtem ko moška energija je pa v bistvu ostajala skrita, ne, niti ni povedala, kaj točno, vsake toliko je mogoče kaj namignila, ampak za žensko energijo je bilo to ful težko, ampak glih tako je bilo težko to za moško energijo, zato ker moška energija si ni upala narediti tega koraka. In zdaj končno pride v bistvu ta zmaga po dolgi bitki. Se pravi, končno bosta obe osebi dobili to, kar čakata. Se pravi, ta ženska energija čaka moško energijo, da pride, moška energija čaka pogum, da ji pomaga priti do ženske energije. In to je ta sprememba, ne. Se pravi, ta luna bo prinesla to spremembo. In v bistvu ta sprememba prinaša lepo združitev, evo, lepo združitev in v bistvu bo samo ena majhna iskrica potrebna. Ta ponudba, ki jo prinese ta moška energija, ne bo kdo ve kaj. Bo v bistvu bolj kot da bi nekdo prinesel neki ključ, ne. Ti prinese nekdo ključ in zdaj, ne, kaj naj s tem ključem. Ampak potem v bistvu je treba najti zaklad in ali pa vrata, no, in kadar se odpreš ta vrata, je v bistvu notri ta združitev. Ampak ta vrata v bistvu so že tam. Ženska energija v bistvu čaka pred temi vrati. Tako da ta ponudba bo videti majhna, ampak je v resnici zelo, zelo velika. Tako da, kar se tiče pogleda iz moške perspektive, se pravi iz energije pač iz moške energije, tukaj je pomembno, da veš to, da moška energija je pač v zakulisju ogromno delala na sebi. In recimo vse to z razlogom, da zbere pogum, da pride do tebe. Ker ta moška energija vidi žensko energijo kot nekaj ful večjega, kot nekaj ful boljšega, kot nekaj, ne, kot nekaj, nekaj, za kar se je treba res potruditi. In navzven je izgledalo, kot da to osebo ne zanima, se pravi, kot da moško osebo ne zanima, mislim moško energijo, ampak je moška energija v bistvu v zakulisju ogromno delala na sebi. In še to, kar je naredila na sebi, bo iz moške perspektive, se pravi, moška energija se počuti, da je naredila še premalo. Medtem ko iz ženske perspektive se bo to zdelo kot nekaj ful velikega. Tako smo imeli pač tam v splošnem v pogledu. Okej, to je zaenkrat to. In zdaj pa naredim še video, kjer si bomo pa pogledali iz ženske perspektive. Lepo bodi in se slišimo v naslednjem vpogledu. Čau, čau.